Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom o družbeni odgovornosti. Ko govorimo o družbeni odgovornosti, se predvsem jemlje kontekst družbene odgovornosti podjetij v odnosu do okoliške družbe. Kajti do zdaj so podjetja zelo malo upoštevala interes družbe in so se obnašala predvsem neodgovorno. To pomeni, da so bili rezultati podjetniških dejavnosti škodljivi za družbo in za okolico. Sedaj pa se vse bolj ozavešča, kako smo vsi na tem svetu v enem zaprtem ekosistemu in da tudi podjetja, še posebej tista, ki se globalizirajo, ki imajo globalne učinke, kako zelo močno vplivajo na razmere na svetu. Tako da se neke škodljive učinke delovanja podjetij potem tudi kaže na zmanjšanju konkretne koristi iz naslova dobička teh podjetij. In tudi, da so ljudje vse bolj ozaveščeni, da se zaradi informacijske tehnologije, majhnih prenosnih videokamer, interneta zelo hitro odkrijejo in razširjajo dokazi o škodljivih dejavnikih podjetij na ljudi in na okolico. Podjetja torej ne težijo k družbeni odgovornosti zato, ker bi želela biti odgovorna, temveč iz strahu pred izgubo dobička. Vsekakor pa je to dobrodošel napredek v smeri povečevanja odgovornosti. Žal se ljudje učimo samo na bolečinah in napakah in na manifestiranih posledicah naših škodljivih dejanj. Lahko pa se družbeno odgovornost povečuje še bolj intenzivno, še bolj radikalno, preden sploh nastanejo škodljive in boleče posledice. Seveda mora biti zato vzpostavljen naprej iskreni interes podjetij oziroma vodilnih ljudi, da uvedejo takšne prakse, da postanejo iskreni do samega sebe in se zavedajo, da so kot vodilni ljudje soodgovorni za razmere na tem svetu, da to njihovo stanje ni posledica strahu pred izgubo, temveč da temelji na pristni empatiji do drugih živih bitij in lastni realizaciji, na zavedanju, da smo vsi del enosti. Jaz osebno že 15 let raziskujem razmere na svetu, vzroke, zakaj so stvari take, kot so, in kaj je tisto, kar ljudi naredi neodgovorne. Gre tukaj za podrobno razumevanje zgradbe človeka, motivov, ki človeka vodijo
do določenih dejanj. In ugotovilo se je, da je sestavni del človeka določen sistem, ki ovira, ki omejuje zavedanje in sprejemanje odgovornosti za lastna dejanja. Ta moteči dejavnik se imenuje umsko-zavestni sistem in je energetska entiteta, ki človeku proizvaja avtomatične misli in čustvene reakcije. Zaradi teh nerealnih misli ter energij, ki jim avtomatično sledimo, to so te vzroki, ki nas naredijo neodgovorne, ker nas zaslepijo. Zato je potrebno, da avtomatično, kategorično začnemo zaustavljati te nerealne misli in čustvene reakcije. Da ne bomo več zaslepljeni iz strani teh čustvenih energij, nekih občutkov, ki nas vodijo in v prvi vrsti uničujejo zdravje našega fizičnega telesa, posledično pa, ko jim sledimo takim vzgibom, pa škodujemo tudi drugim živim bitjem. Pred 5 leti sem se pridružil raziskovalni in razvojni skupini, ki deluje pod imenom Destiny oziroma Equal Life Foundation. In ta skupina je pripravila predvsem za odgovorne in vodilne ljudi zelo natančne in podporne informacije za razumevanje, kako deluje človeški kako deluje človeška narava in kaj lahko naredi vsak posameznik za to, da postane bolj odgovorno bitje na tem svetu. V povezavah, v opisu tega videoposnetka vam priporočam, da si pogledate te informacije. To so audioposnetki in spletni tečaji iz spletne strani Equave ter iz spletne strani Destiny iProcess. To je temeljno, dragoceno gradivo, ki najbolj natančno razlaga, kako deluje človek. In predvsem za vodilne ljudi, za vodje podjetij, ki želijo biti družbeno odgovorni, predlagam, da se vpišejo vsaj na brezplačni uvodni tečaj Destiny iProcess Lite oziroma DIP Lite. Vso to gradivo, audioposnetki in tečaji je na voljo zaenkrat samo v angleškem jeziku. Zato pač je potrebno znanje angleškega jezika. Za tiste vodilne ljudi, sicer so najbrž v manjšem številu, ki pa ne razumejo angleškega jezika in bi se želeli izpopolniti na področju angleškega jezika, ter za tiste ljudi, predvsem starše, ki imajo otroke, ki bi želeli razviti jezikovne veščine otrok, tako slovenskega kot angleškega kot drugih tujih jezikov, in hkrati omogočiti oziroma zagotoviti razvoj svojih otrok, da bodo postali res odgovorna bitja,
Za ta namen pa imamo pripravljen še en specialen produkt, ki se imenuje TechnoTutor. To pa je inovativna, revolucionarna učna tehnologija, ki je svetovna novost brez primere in omogoča že otrokom od 2. leta naprej, da se začnejo učiti abecede, besedišča, jezikov, poskrbi za optimalen razvoj človekovih potencialov. Pri starejših otrocih in ljudeh pa poskrbi za očiščenje besedišča, za odstranjevanje nerealnih definicij in čustvenih predsodkov, kar naredi človeka čustveno stabilnega, zdravorazumskega in odgovornega. In za to učno tehnologijo pa tudi najdete povezave v opisu tega videoposnetka, oziroma se lahko obrnete neposredno na naš Inštitut za razvoj izobraževanja Mali genij v Mariboru, ki je pooblaščeni nacionalni distributer te učne tehnologije. Hvala za posluh in nasvidenje.